Jaz bi na tem mestu sam še rekla, da lahko si napišete, da res pogledate pH, svoj pH, medseličnina, ta tekočina, ki je v bistvu največji organ v telesu. To je izjemno, izjemno pomembno. Jaz pač to tudi zdaj sama grem čez, ker sem videla, da sem imela pH bazično zelo, zelo nizko. Tako da v bistvu toliko, kolikor je pH bazičnost dobra, toliko imamo mi tudi močno elektromagnetno polje in potem posledično avrično polje, a ne. Tako da, če imate pH bazičnost nizko, veste, da imate potem tudi porušeno elektromagnetno polje. To pomeni, da ta torus, 1,5 metra, ki ga imate pač okrog sebe, nima zmožnosti ne neke manifestacije, ne obnove avričnega polja. Avrično polje je v bistvu poškodovano in zaradi tega lahko tudi entitete, negativne energije, bolezni in tako naprej vstopajo v vaše telo. Ker če je to pH bazičnost visoka, je nemogoče pač, da karkoli pride v vaše telo in tudi življenje je malo drugačen, pa sama manifestacija. Tako da imam jaz tukaj tudi enega človeka, če boste pol želeli vprašati, imamo tam celično vodotala, kjer je vse to noter, od joda, zeolita, in še drugih struktur. V obliki informacije, ja. Dajte si pa res v vsaki lekarni Sanolaboru prodajajo te pH lističe, pa si zjutraj, preden pa, mislim, ko greste na stranišče, probite pač, koliko je le-ta, pa zvečer, preden greste spat, dajte si v en kozarec vodo, zjutraj, ko se zbudite, najprej, preden karkoli naredite, pljunte en plunk v kozarec. Če ostane slina na nek način v mehurčkih, pomeni, da ste zelo, zelo zdravi. Če se začnejo te laski dol, pač, da se začnejo sekati, pomeni, da imate kandido, a ne, in to je vse na nek način vnetje in vse to vpliva na vse, kar se danes pogovarjamo. Hvala ti za to. Glejte, homeostaza pomeni popolno ravnovesje. Če pogledamo kandido, kandida, tako kot si ti prej rekel, ne, je samo en del pač mikroorganizmov, ki so v nas samih. Zdaj pa tako, kdaj se ona razbohoti? Naprimer, 75% populacije v Evropi boluje za kandidiazo. Zakaj? Zato, ker so umrli. Duševno umrli. Ni življenjske energije, pod hudim stresom, hudimi pritiski so, ker kandida dobi na ta način od psihe signal, razgradi telo. Tisti, ki govorijo, naprimer, da je pred nekim rakom, karcinomom, zmeraj kandidiaza, imajo prav. Se pravi, napačen pristop je, gremo uničiti kandido. Bedak, ne? Si uničil del sebe. Se pravi, treba je vzpostaviti notranje ravnovesje, notranjo harmonijo. To, kar si povedala za, recimo, ne, za pH. Element ogenj je vzrok za dvig pH-ja. Ni cuker kriv za kandidiazo. Niti za sladkorno bolezen, recimo, ne. Niti ni, recimo, če gledamo, kaj je vzrok za to, da smo vsi zakisani. Pa naša psiha je vzrok. Stalno element ogenj, ogenj. Tako da ob jemanju, naprimer, ne, recimo tega ali pa česarkoli, ne, enostavno mi moramo spremeniti svoj odnos do sveta in nehati kuriti. Za nek kolerik, ne, bo to zelo težko naredil. Nek flegmatik pa z lahkoto. Ker koleriki so vsi jetrni tipi, že narobe ga pogledaš, že ogenj, ne. In vsa kostna vnetja imajo za posledico, se pravi, so posledica preveč ognja v telesu. Artritisi, naprimer, ne, in tako naprej. Stalna osornost, stalno obsojanje, stalna sodba, ne. Ja. Glede na to, da so bili otroci predvsej v ognju, Ja. kaj to pomeni?
To pomeni, da imajo predispozicije za take bolezni. Se pravi, mi kot starši smo dolžni svoje potomce zaščititi.